Mislim, akcij je bilo veliko, ne? Zdaj, uspešnih je bilo morda večina, najbolj uspešne pa nedvomno sta že tradicionalno zbiranje hrane, ki jo pač tudi z ostalimi mediji nekako podpremo, da dosežemo širši krog ljudi. To so leta 2009, torej prva, kjer smo bolj aktivno sodelovali, ko se je zbralo skupaj 2 toni hrane za obalno zavetišče, in potem leta 2010 pa smo presegli oziroma izboljšali za 1 tono, torej skupno 3 tone. To je nedvomno bila najbolj uspešna akcija, s tem, da so se potem ljudje na različne načine, recimo prav zaradi Facebooka, združili oziroma mogoče na nekaterih drugih lokacijah tudi po celi Sloveniji zbrali hrano, pripeljali, ker je bilo konkretno pač za obalno zavetišče. Pa tudi, če smem tako reči, v narekovajih seveda manjše, ampak še vedno isto pomembne, pa celo bolj akcije, kot so oddajanje psov, torej oglasi, ko najdejo dom, ali pa recimo predvsem dajemo poudarek krvodajalcem, psom krvodajalcem, ali pa recimo neke akcije, ki potrebujejo hiter odziv. To pomeni, zdaj objaviš in že se dogaja odziv, kot je recimo iskanje psov pred operacijo, ki nujno potrebujejo kri. To je bilo zdaj mislim, da dober teden nazaj, ko smo psu iz veterinarske ambulante v Kopru hitro našli krvnega darovalca in tako ga nekako rešili oziroma mu omogočili operacijo. In mogoče pri iskanju psov, torej psov, ki so se izgubili, najbolj odmevne, mi temu pravimo, so poletna akcija psa lastnikov iz Nemčije, ki so bili tukaj na dopustu. Objavili smo oglas in potem preko tega spletnega oglasa se je tega psa ponovno našlo, pač z objavami in potem s komentarji ljudi, kje se pes trenutno nahaja. In mogoče da mesec dni nazaj, niti ne, ta zgodba psa Nerota, ki je taval po celi obali oziroma po Kopru, in potem z objavami na Facebooku smo sledili njegovemu premikanju in na koncu pač uspešno ga nekako zaustavili oziroma spravili v zavetišče. In zgodba se celo še bolj srečno končala, ko smo pričakovali, torej, da so se javili lastniki in psa ponovno vrnili. No, to so te akcije, ki potem tudi dajo neko motivacijo dela oziroma se človek zave odzivnosti takega števila.